Dobro jutro iz doline med Kukom ter Krnom. Tole je dolina Tolminke. Zame prvič. Malo grem raziskovati tukajšnje planine, pa do izvira. Sem pa parkiral tule pod Javorco. Zapeljal sem se v samo dolino. Zdajle je še odprta, poleti bo zaprta, imajo pa organiziran prevoz iz Tolmina oziroma za Tolmina. Od tam je približno 8 km, zelo ozke ceste, upaš, da ti kdo ne pripelje nasproti. Večji del je makadam, ampak cesta je dobra, razen tega, da je ozka. Proti Javorci najprej in navzgor na planine, takšen je prvi cilj kakšnega posebnega vrha. Danes nimam v mislih morda mrzli vrh, kakorkoli že. Upam, da se še malo zjasni, da bodo razgledi še lepši. V nekaj manj kot uri in pol sem se povzpel na planino Laška Seč. 600 višinskih metrov je za mano, 4 km in pol po tej precej široki mulatjeri, čeprav mestoma tudi zaraščeni. Nekako se zdi tole en tak pozabljen svet, kjer najdeš svoj mir. Sliši se samo ptičje žvrgolenje, pa žuborenje potoka ter kravje zvonce in mukanje. No, tudi krav sem zaenkrat videl samo 5, človeka še nobenega. Še pred pastirskimi stanovi na planini Mederje sem zavil desno navzgor in nadaljeval po nemarkirani poti, ki pa je brez težav sledljiva, in sem po nekaj manj kot 3 urah na planini Sleme, kjer so zdaj poskrbeli malo za moj želoček. Dobil sem za poskus čisto svež kravji sir. Ista družina ima v lasti tudi planino Mederje, ampak tam so maja, zdaj sredi junija pa so s kravami že tule na planini Sleme. Približno 1500 metrov nadmorska višina, kar pomeni, da je za mano 1000
1000 višincev. Nadaljeval bom proti planini Pretovč, pa na Mrzli vrh, tam pa se vrnil nazaj v dolino Tolminke, ki je tule levo. Na drugi strani vas Krn, vidi se tudi Matajur, pa planina Kuhinja, kjer se gre ponavadi na Krn. Sicer pa bi jo tu lahko nadaljeval tudi proti jezeru v Lužnici in naprej na Batognico. Po mojem mislim, da do jezera ni niti 1 ura od tu. Na celotnem tem vzponu pa tisto, kar je najlepše, je pa tale kulisa zadaj, tale greben Stadorja ter Rdečega roba. Res lepi kraji, nekaj za dušo. Planine Sleme sem skočil še na visoč vrh 1482 metrov, najvišja točka današnje ture, in se na to spustil po cesti do planine Pretovč. Še ena Mlečna planina od Tolmincev oziroma za Tolmincev, tudi tu se da dobiti sir. Zdaj pa še najtežji vzpon današnje ture na Mrzli vrh 1360 metrov, če se ne motim. Tu je bila najbolj krvava fronta oziroma najbolj krvavo bojišče na soški fronti, saj je bila avstro-ogrska vojska samo nekaj 10 metrov stran od fronte italijanske vojske. Tu je nekakšen muzej na prostem. Sem se bom od tu spustil nazaj na Pretovč in proti Mederjem in proti Javorci. Kdor pa se je z organiziranim prevozom pripeljal do Javorce, pa se lahko tu z Mrzlega vrha spusti kar po zahodnem oziroma južnem pobočju navzdol do Tolmina. Na sestopu se je še malo pokazal tolminski kuk, sicer pa sem za spust z Mrzlega vrha prek planin Pretovč, Mederje, Laški Seč ter Črča. Ja, imena so taka, da se ti skoraj zaplete jezik, potreboval približno 2 uri. Skupaj sem danes naredil že 20 km ter 1450 višincev vzpona. Zdaj sem se ustavil še kilometer pred avtomobilom pri Javorci, torej pri tej secesijski cerkvi iz Prve svetovne vojne. Vojaki so jo zgradili kar sami, da bi tako počastili padle soborce. Imena padlih so vžgana, več kot 2500 jih je tu padlo, tega je bilo Slovencev tam od 20 do 30, vendar je bilo slovenskega prebivalstva v Avstro-Ogrskem cesarstvu le 2%, približno milijon. Zdaj je bila sicer ideja, da se sprehodim še do izvira, oziroma do izvirov Tolminke. Dobra ura bi bila to do konca te 10-kilometrske doline, ampak se že pošteno oblači zadaj za Krnskim pogorjem, tako da bom najverjetneje to predstavil na kdaj drugič.